Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo VV Faktor. Pogovarjamo se o prvi in drugi knjigi gospoda Zdenka Rotarja. Z menoj sta pa naš stalni komentator Rado Pezdir in pa gost, publicist Igor Omerza. Ampak Igor, zdaj povedal si že par teh, kako bi rekel, netočnih stvari, ki so v tej novi knjigi Zdenka Rotarja, pravi obraz, ampak to bi rad vprašal. No, kakšen smisel ima, da se pišejo neke knjige, ki ne bi bile zgodovinske, avtobiografske, biografske, karkoli, pa se pozneje, recimo, takšni raziskovalci, kot si ti z dokumenti dokažejo, da stvari, ki jih opisuje pač avtor te knjige, v tem primeru gospod Rotar, niso točne. Kakšen je potem smisel takšnih knjig? No? Verjetno Rotar pričakuje, da mogoče teh dokumentov ni več, ker se govori, da je večina uničenega in on predvsem hoče olepšati svojo zgodovino. Dobro, vse to je razumljivo človeško, ampak vendarle on daje tako, rekel, močne dezinformacije ali pa tako prozorne dezinformacije, da se človek čudi, da niti ne ve, da piše o istem človeku enkrat iz leta srede 60 let, enkrat iz leta 84 in 84 veže na spomen kot Hribar, na leto 83 krivdo in greh, tukaj veže na neko pijančevanje v gostilni in tako naprej, kjer mu je te stvari povedal. In ta tehnologija, ki je ta njegov gostilničar Tone povedal, je taka, kot smo že brali pri Tonetu Svetini v Kani, ki smo jo brali v migrantski literaturi, oziroma zdaj ni več migrantska literatura, ko so opisovali te ljudje, ki so živi, prišli ven iz teh slučajno, par ljudi se je osvobodilo in so povedali to tehnologijo povojnih pobojev, oziroma tega, danes bi mogli reči, množičnega umora, pravilno, tega strašnega, največjega zločina v slovenski zgodovini. Tako da, jaz mislim, da je to neko upravičevanje. Ampak zdaj se on na nek način upravičuje leta, okoli teh pobojev leta 2017, pa ne bi podprl Kocbeka leta 1975, ko on to v tem spregovoru, edini, ki si upal to spregovoriti v Sloveniji. Emigracija je že govorila prej, ampak v Sloveniji si tega nihče upal reči. In ko je Kocbek to povedal, so ga skoraj zaprli. Zakaj pa takrat Rotar ni tega povedal? Seveda, zato, ker bi ga enostavno, njega bi verjetno procesirali, oziroma ne vem, kaj bi z njim naredili, ampak takrat si pa nič ni upal reči. Danes se pa junači in govori, kako razkriva in kako mu je težko in tako naprej, in da se moramo Slovenci okoli tega zdaj na nek način poenotiti, kar je pa Kocbek rekel že leta 1975. Ampak zdaj pri tem upravičevanju je zanimiva teza, ki jo je pa napisala Mladina, kot odziv na to knjigo Pravi obraz. Oni so pa napisali, da je to Rotarjevo upravičevanje na nek način toliko bolj pomembno, predvsem tudi zato, ker se nihče od domobrancev, se pravi nasprotne strani, zdaj če štejemo Rotarja k partizanom, pa ni za svoja dejanja med vojno prav ničesar upravičil, Dobro, zdaj neko posamezno upravičevanje, ne vem, kaj lahko pomeni, meni to, ki dosti ne pomeni, mogoče pomeni svojcem žrtev, ki so še živi in tako naprej, pa sorodnikom ali pa naslednikom in tako naprej. Meni je bilo veliko bolj pomembno, da Rotar dejansko pove dejstva, faktična dejstva, da je postavil nek kronološki okvir. On prav ne bom nikoli povedal svoje globoke grle, se pravi svojih duhov. Ampak globoko grlo pomeni nekaj pozitivnega, ker to so ljudje, ki razkrivajo politične lumparije, recimo globoko grlo v primeru Nixona. Ampak globoko grlo so bili špicli, so bili cinkaroši, kot smo rekli v vojske, v duhi. To je ena najbolj zavržena človeška oblika. Ampak ti Rotarju sicer očitaš, da on nikoli ne uporablja termin, ko govori o UDBI, tajna politična policija, pa da vedno govori, kot da je šlo za običajno obveščevalno agencijo. Se ne govori tudi on, tako govorijo tudi danes, recimo Božo Repe, pa govori tako tudi recimo Vlado Miheljak, ki bi celo pod nadzorom UDBE in tako naprej. Oni govorijo o nekih varnostnih službah, zato da bi zminimizirali to obveščevalnih varnostnih organih, kaj zdaj in kako. Nikoli pa ne rečejo, kar je pravilna definicija, da je bila predvsem tajna politična policija ozkega komunističnega vrha, s katero je ohranil svojo oblast, ki je bila temelječa pravzaprav pri nas na krvi, na teh povojnih zločinih. In oni so, in seveda so določali ker biološki zakoni so tekli in so določali tudi svoje naslednike, da bi ohranjali to svojo oblast. Veste, kaj je Dolanc rekel leta 1972? Mi smo na oblasti komunistični, ne bi bili mi, bi bil nekdo drug in tega nikoli ne bo. Na srečo se to njegov prerokba ni uresničila. Rado, Zdenko Rotar v tej knjigi omenja tudi tisto famozno zeleno knjigo. In na tem nekako, bom rekel, zdaj, če malo poenostavim, spelje neko tezo, da je pravzaprav ta del slovenske komunistične partije že od nekdaj delal za to, da se bo Slovenija nekoč osamosvojila. Kupoval v tujini, da je UDBA kupovala, slovenska UDBA, da je v tujini kupovala orožje in tako dalje in tako dalje. Zdaj ti si to študiral. A drži ta teza ali ne?
Ne, ta teza ne drži. Oziroma najprej, da pojasnimo, kaj to sploh je zelena knjiga za bralke in za gledalce. Zelena knjiga ima poln naziv ustvarjanje neregistriranih fondov v tujini. Ideja je bila, da se je štab teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije organiziral tako, da je nabiral denar preko fiktivnih kreditov, ki jih je dala Nova Ljubljanska banka, to je Niko Kavčič, in so v tujini zlagali devize za potrebe kupovanja orožja, oboroževanja teritorialne obrambe. Zdaj, tak mehanizem ni bil neznan. Leta 1972 je Silvo Gorenc za SDV z švercem cigaret na relaciji droga Portorož Italija ustvaril sredstva, s katerimi je kupil helikopter, prisluškovalne naprave, tehnično opremo. Ampak to je bilo de facto storjeno z privolitvijo Staneta Kavčiča in Popita, se pravi šefa CK-ja in šefa izvršnega sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije. V primeru teritorialne obrambe ne drži, da bi Slovenija poskušala neko samobitnost oziroma neke zametke delati neodvisnosti. Šlo je dejansko za neregistriran posel, za katerega ni vedel ne Stane Kavčič, ne Popit. Nihče ni vedel. Šlo je pa v ozadju za to, da je Niko Kavčič na celotno shemo prilepil kredite, ki jih je odvajal samemu sebi v firmo, v kateri je bil soustanovitelj. V Švici. V Švici, v Cugu. To je Atko Cug. Tukaj imamo takoj korekture, ne? Tako, ja. Ampak on več je o tem kot jaz. Ja. In dejansko se je zgodilo, ne, da so denar za teritorialno obrambo, za oboroževanje zlorabili. Naprimer, proračunska sredstva, ki so jih imeli v štabu teritorialne obrambe, so odnesli v Avstrijo, jih tam konvertirali v nemške marke, položili na račun v Nemčiji pri Finkmerk & Co. Banki in potem ti so obračali in iz tistega delali črne fonde, ki jih je polnil Niko Kavčič za svoje zadeve. Kdaj je to bilo? To teče tam nekje od leta 71, 72, 73 jih že dobijo. In kar je zanimivo... Ti to vse vidiš v dokumentih, ne? To je, lejte, Bojan ti povem, to je arhivski fond 1931, tehnična enota 1404 in to zeleno knjigo si gre lahko vsak prebrati. In kar je najbolj noro, ne? Stane Kavčič, ko je padel, ne, so prilepili zgodbo, da je padel zaradi tega oboroževanja teritorialne obrambe. Ni res. Noter je velika preiskava, ki jo je naredil takrat Janez Zemljarič in ki pokaže prvič. Slovenija ni imela tendence osamosvajanja. Teritorialna obramba se je oboroževala zaradi tega, ker so se bali češkega scenarija, to je invazije Sovjetske zveze. Nihče jim ni dal nobeno dovoljenje, da to počnejo preko črnih fondov. Ničesar od tega, kar danes Rotar trdi, ni res. Takrat se je zganil banditizem tudi po udbovskih kriterijih. In to ni noben zametek slovenske samostojnosti. To ni nobena točka, kjer se slovenska partija začne razlikovati od zvezne partije ali pa srbske partije. To je blatantna laž, to je bila zgodba velikega kriminala, ki je bil vzpostavljen na sistemu vzporednega bančništva, ki ga je oblikoval Niko Kavčič leta 1968 na Ljubljanski banki in ki sva ga komentirala na začetku vdaje. Rado, a je sicer iz teh zdaj si te bo rekel banditizem, ne, iz teh projektov, recimo, ne, tajne službe, tudi padalo kaj v zasebne žepe, kako? Seveda, Niko Kavčič je z denarjem Nove Ljubljanske banke ustanovil podjetje Atko Cug, ki ga je vključil v ta mehanizem vzporednega bančništva in organizacijo črnih fondov, ki so nastajali preko poslov z orožjem. Da dodamo tega orožja, je bilo zelo majhen kupljenega. Potem pa je s tem podjetjem hotel priti na Novo Ljubljansko banko in sam sebi podeliti kredit za investicijo v Dubrovniku, turistični kompleks. Babin Kuk, Minčeta. In
To je najbolj banksterska poteza, ki jo lahko dobite. To so bile verjetno neke, kako bi rekel, neke zasebne poteze z nekim političnim dovoljenjem, ali ne? Tako je bilo, ne? Ja. On je na to, kar ni imel politično dovoljenje, dela črne fonde z devizami, financirajo nakup orožja za teritorijalno obrambo, nalepil svojo podshemo in računal na to, da se bo zadeva zameglila. Ampak ni bilo to malo nevarno, ali kako početi? Seveda je bilo nevarno, zaradi tega, ker je potreboval čas, za to, da bi šel do Staneta Kavčiča in je rekel, lahko to legaliziramo, tako kot je rekel Silvo Gorenc. Ampak on je mogel čez dovolj denarja spraviti pa zamegliti poti in toliko časa pa niso vprašali, ali bomo lahko iz te devizne fonde legalizirali in iz njih dobili denar, da kupimo orožje. Še danes se misli, da je Niko Kavčič padel zato, ker je bil sopotnik od Staneta Kavčiča. Padel pa zaradi tega, ker je zdaj rado govoril. To je bil njegov padec. Zaradi privatizacije. Zaradi tega, ker je delal te črne fonde in za svoj račun en del tega. Zato je on padel. 8 let je bil v kazenskem pregonu in on in Miloš Ogrizek. Miloš Ogrizek je še samomore delal v bolniški sobi, ki je Janez Zemljič dal odzvočiti, oziroma Udba, ker je bil Janez Zemljič direktor kliničnega centra, je dovolil ozvočitev sobe Miloša Ogrizka, ko je bil v bolnici. In je 2-krat delal samomor zaradi tega. Tudi Niko Kavčič delal samomor v Nemčiji zaradi teh stvari, ko so jih najdli. In Udba ni sodelovala, to pa treba povedati, Udba ni sodelovala pri tem nakupu tega orožja ali pa zbiranju denarja. Ona je to raziskala, uspešno raziskala in tudi Tita prepričala, da je ta zelena knjiga ena spletka in da ni šlo za nobeno osamosvajanje Slovenije, ampak enostavno za nek kriminal. Potem je pa politika, se pravi, vrh Udbe je odločil, oziroma to je bila ta Svet za varstvo ustavne ureditve je odločil, da se Miloša Ogrizka ne sme preganjati, da bo preveč škode, zato ker je bil vendarle načelnik Udbe včasih, pa načelnik varnostnih organov, teritorialne obrambe, pa Niko Kavčiča so tudi mogli zaradi tega potem so ga spustili ven iz pravosodnih krempljev, ker če so spustili Ogrizka, ker sta bila povezana, so mogli spustiti tudi njega. Če ti to povem, jaz sem ta primer resnično zelo intenzivno preiskoval, res do zadnje številke. In Stanetu Kavčiču... Do zadnje številke, misliš do zadnjega centa, ne? Do zadnjega... Ja, centa danes. Bitcoina. Bitcoina. Tam ima velik decimalk. Stane Kavčič je bil v nemilosti, Stane Kavčič je odhajal, na Staneta Kavčiča bi lahko nalepili karkoli, ampak to, da je pa on organiziral nelegalne fonde, zato da bi kupili orožje, da bi bil to prvi korak k samosvojitvi, to enostavno ni držalo. Preiskava Udbe, kjerkoli hočete na slovenski, na zvezni ravni pokazala, da je to laž. In zdaj Rotar pravi, da je to držal. Rotar pravi, da je to držal, pardon. In da lahko verjetno v tem sklepamo, da so v naši partiji bili neki osamosvojitelji enakovredni tistmu, kar je potem Demos. In to je sprevrženo iz tega vidika. Ampak gre to zdaj za neko načrtno akcijo? Jaz tako vidim interpretacijo zgodovine. Seveda, ker Rotar tudi pravi, da je Kučan v Beogradu se boril za slovensko samostojnost in demokratizacijo. To seveda ni res. In prav, da je vojska spet potegnila leta 1988 to zeleno knjigo proti slovenskemu vodstvu. Ni res. Kučan je potegnil to zeleno knjigo v Beogradu od marca 1988 in Kučan se je dobro boril za slovenske interese. Ampak proti centralizaciji nikako pa ne za samostojno Slovenijo. Kučan je majski hroš slovenske osamosvojitve, pomemben, ampak pravi osamosvojitelji so bili pa nekje drugje, Hribari, Rupel, Grafenauer, Bučar in ta ekipa. Kako pa to, recimo, da ko si omenil Hribarja, pa potem imam še eno vprašanje, zdaj okoli Kučana imamo pa še 4 minute. To mi bo, kako pa to, da se Hribar recimo pojavlja v tej drugi knjigi Zdenka Rotarja kot avtor tega predgovora in tudi na njegovi predstavitvi? Zakaj ravno Tine Hribar? Zato, ker Tine Hribar poročuje in Spomenka poročujete te povojne poboje, to je z moralno-etičnega vidika. In ta Hribarjeva analiza je zelo korektna. On pove, da je tukaj Rotar povedal neke novosti, da je Maček izbiral te morilce, to je novost v tej Rotarjevi knjigi, to je treba priznati, seveda, jaz nimam nič težav, da priznam. Osebno je izbiral, Ivan Matija Maček je osebno izbiral morilce. Seveda je pa skril, da je bil Kardelj tisti, ki je to naročil, oziroma v zadju seveda še Tito, pa jugoslovansko politično vodstvo. Ampak potem je pa Hribar izkoristil te uvodni ali pa spremni ali pa končni besedi, pa tudi v delu je to objavil en del tega, je dal pa moralno-etično od tega povojnega dogajanja in tudi pokazal Rotarju,
da je zamolčal nekatere stvari. Se pravi, tiste glavne morilce iz ozadja, ki so sedeli v pisarnah, je on omenil samo Mačka Rotar, zato ker mu Maček njemu osebno očitno zoprn. Ni povedal pa za Kardelja, Kidriča, Krajgarja, Borisa Marinkota in pa tudi za Lidijo Šentjurc, ki omenja recimo dobro obveščeni kot v svojih dnevnikih, ki so danes javno objavljeni. Dobro, Igor, še vprašanje, pa prosim za kratko pojasnilo. Zdaj ta knjiga tudi nekako Rotar piše v tej knjigi, spet ponastavljam, da ne bi bil Kučan prvi šef partije, ne, oziroma prvi pač politik iz tistega časa, ki ne bi se odrekel uslugam UDBE, oziroma tem uslugam, da bi uporabljal podatke državne varnosti v spopadih z političnimi nasprotniki. A to drži? To je vse v sklopu tega mistifikacije, te osamosvojitve. To je laž ali to je resnica? To je neresnica. Ne bom grdo govoril o starejšem človeku, to je neresnica, ker sam en podatek, Kučan je v funkciji predsednika Zveze komunistov dnevno dobil na mizo udbovska poročila, iz katerih on potem... Ti to dokazuješ dokumenti, ne? Tako je, to se vidi v arhivu Slovenije, s katerim on potem, na osnovi tega on kreiral politiko. On pa prav, da je prvi, ki je umaknil UDBO od svojega političnega odločanja. Recimo, ko je bila tajna preiskava v Mikroadi, je šef UDBE Ivan Eržen, ki je bil njegov osebni prijatelj, skozi ta skrb tičala, to je meni povedal Marjan Kranjc, preminuli general, mu je Eržen poslal, kaj smo najdeli pri Mikroadi, tam ne piše o vojaškem dokumentu, ampak piše o nekih drugih stvari in prav, prosim za navodila, kaj delamo naprej. Kaj je to drugega, kot da išče politično navodilo UDBA od predsednika partije. Pa se to je bilo logično v tem sistemu, ki je bila partija edina priznana politična sila, in je ona imela ustavno zadolžitev, da je na oblasti in da vodi oblast in da vodi svojo politično policijo. Rado, nekaj si hotel tle dodati, ne? Jaz sem hotel samo potrditi tole, kar je Igor povedal, vsak, ki gre v arhiv, lahko vidi ne broj dokumentov, na katerem piše v vednost Milanu Kučanu. In absolutno nemogoče bi bilo, da Kučan pa Eržen kot dolgoletna prijatelja, sodelavca, sploh ne bi sodelovala. To je absurdna stvar. Dobro, rado na tej točki, Igor, jaz povem končati, žal je pač to ena od tistih oddaj, ki jo rad poslušam, ker se tudi jaz veliko naučim, ampak čas nas priganja, moramo končati. Jaz se vam zahvaljujem za komentarje in vaju lepo pozdravljam, ne, in vabim spet naslednjič v pričakovanju novih knjig, ne, Zdenka Rotarja, pa kakšne vajne knjige, ne, Igor in Rado, še enkrat hvala in vidimo se ob drugi priložnosti. Hvala lepa. Zdaj pa k oglasom in po oglasi se vrnemo pa k Sašu Hribaju, ki si želi iti v politiko.